Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes v naši družbi, torej v ponedeljek, ko imamo čas za športne vsebine, pozdravljam državnega prvaka v streljanju v zračno puško Uroša Mavčeca. Uroš, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen, Smiljan, prvič v tem studiu v drugačni vlogi. Predlagam pa, da glede na to, da sva sodelavca, da se kar tikava pogovorom. Se strinjam. Torej, dajva za začetek, tako kot je to v navadi, povedati, kakšni so bili tisti prvi občutki po osvojitvi državnega naslova. Iskreno povedano so bili tisti prvi občutki mogoče nekako zmedeni. Zavedal sem se seveda, da sem zmagal v finalu, ampak vse tisto ostalo, se pravi, kaj pomeni ta naslov državnega prvaka, je pa nekako mi prihaja pozneje, ko se kaj pogovarjam z ljudmi, ki delajo v strelstvu, tudi z drugimi, ki me sicer poznajo, tako da to je potem nekako malo zapoznelo prišlo. Tudi nam se je zdelo, da je bilo to nekoliko pozneje, ko si prišel. Prvič, ko smo govorili s teboj, je bilo tako, da pač ja, osvojim sem naslov, ampak verjetno potem kasneje je tisto šele prihaja. Kaj dejansko to pomeni? Tako, pravim, pozneje je to prišlo, je pa bil to nek lepo sobota, lep dan je bil, na tekmovanje me je spremljala družina, žena, hčerka, starša, brat starejši itak tudi tekmoval v članski konkurenci in pa seveda si klubski kolegi, sotekmovalci, trenerji. Zadnje leto je postala kar tradicija, da se teh državnih prvenstev udeležuje kar družine vseh tekmovalcev, tako da bi to res lep dogodek. Pa tudi podpora na tribunah je bila primerna. Vsekakor. Po prvem delu ti je sicer kazalo nekoliko slabše, bil si peti, če se ne motim, na to pa si se kar dvignil, se pravi, do naslova. Kaj je bilo mu odločilno? Kaj sam meniš? Kaj je bilo tisto, kar ti je prineslo naslov prvaka? Ja, po aktualnih pravilih Mednarodne strelske zveze je tekmovanje poteka tako, da se po kvalifikacijah v bistvu rezultat izniči, pomeni se pravi to samo, da se uvrstiš v finale najboljših 8, od tam naprej pa potem štartajo vsi tekmovalci iz ničle, se pravi z enakimi izhodišči. Meni je že v osnovnem delu, tudi sam sem bil na koncu malo presenečen, uspelo skozi celotno tekmo ohranjati visok nivo koncentracije. V bistvu sem se osredotočal zgolj na vsak strel posamezno, nisem toliko razmišljal, koliko lahko pa zdaj to skupni seštevek pomeni, kakšno mesto je to lahko po kvalifikacijah in se res oddelal tekmo od strela do strela, tako kot naj bi to bilo, pa mi v preteklosti to ni vedno uspevalo. Tokrat mi je in to miselnost mi je nekako potem uspelo prenesti tudi v samo finale. Seveda, tam je nekje, mislim, da slabo ura časa je po koncu kvalifikacij pa začetka finala, ogromno misli ti roji po glavi. Dve zadevi sta mi bili recimo zanimivi. Naš klubski trener August Žalik mi je nekako v tej smeri smo se pogovarjali pred finalom, da finale ni zgolj zato, da se sodeluje, da je tudi zato, da se tekmuje. Bolj v šali kot zares mi je povedal, da ne zahtevam od tebe, da zmagaš, fajn pa bi bilo, da si med prvimi tremi. Druga zadeva, ki pa mi je bila zanimiva, je pa ta, da ko je pred finalom prišel do mene tudi moj klubski kolega Robi Markoja, pa sva se nekako tako pogovarjala, pa sem rekel, da ne vem, nekako nisem najbolj optimističen, da v finalih se običajno, ko sem izstrelil v preteklosti, nisem odrezal najbolje. Takoj me je prekinil in mi je rekel, niti slučajno ne govori tega, če si tako dobro strelil v kvalifikaciji, boš tudi zdaj, samo pozitivno razmišljaj in to sem nekako potem poskušal tudi naprej ohraniti. V samem finalu pa mi je pravim tudi uspelo se nekako dobro skoncentrirati, šel sem od strela do strela in nisem toliko niti spremljal, kje sem na lestvici, koliko zaostajam, koliko imam prednosti in tako naprej. Sam si omenil torej dejavnike, ki so dokaj psihični, ne toliko fizični, se pravi, je tudi pri pripravi na tovrstna tekmovanja več časa potrebno posvetiti psihičnim stvarem, se pravi psihičnemu treningu, kot pa sami fiziki. Ja, osnova je seveda strelski trening, ne, in tega se je kar, čeprav ga v zadnjih letih ni bilo toliko, kot recimo, ne vem, pri tistih vrhunskih tekmovalcih, se ga pa vseeno verjetno v 20 letih, ali pa še več kot 20 letih, kolikor se ukvarjam s strelstvom, nabralo očitno dovolj, da se je potem vse to nekako sestavilo nazaj na državnem prvenstvu. Seveda je pa ta psihološka priprava zelo pomembna plat strelskega športa. Po nekaterih ocenah strokovnjakov celo je pri tem športu najpomembnejša in ni težava, ne vem, streliti 1-2 dobra strela, ne. Težava oziroma za kvaliteten rezultat je potrebno 60 strelov v kvalifikacijah seveda odstreliti dobro in pa potem seveda v finalu tudi pod velikim pritiskom, predvsem ki si ga ustvari sam tekmovalec sam sebi, pa potem neposredno tudi
okolica, vsak strelj se strelja praktično na komando, vsi tekmovalci istočasno odstrelijo in potem tudi seveda dobre strele publika nadgradi z aplavzom, malce slabše strele pa tudi primerno pod narekovaj proslavi. Na poti do naslova si premagal tudi Rajmonda Debevca, ki je seveda bivši olimpijec. Je tudi to ena potrditev? Si ga morda premagal prvič ali že večkrat? Mislim, da sem ga že premagal, sicer še mislim, da bolj v mladinski konkurenci. Je pa tako, kljub temu, da Rajmond Debevec več zadnje leta ne posveča toliko pozornosti zračnemu orožju, ampak predvsem malokalibrskem orožju, je pa še vedno seveda, če mu uspe sestaviti dobro tekmo med najboljšimi strelci pri nas, tudi v kvalifikacijah je vodil. In tudi pred finalom sem nekako razmišljal, da pa vseeno je on najizkušenejši, da lahko pod pritiskom ni takšna težava kot za druge nas v finalu manj izkušene tekmovalce. In sem seveda nekako predvideval, da pa bi on lahko bil tisti izmed, ki pa bi lahko bil tudi v končni fazi favorit. Pa tudi drugi tekmovalci, ki so bili finali, reprezentanti, ki so bili v finalu, imajo vseeno malo več izkušenj s takšnimi situacijami. Sta se po tekmi morda kaj pogovarjala, ti je kaj svetoval za naprej? Ja, na kratko mi je, seveda so mi vsi tekmovalci v finalu čestitali, on pa mi je še enkrat malo pozneje pred garderobom zanimivo povedal, podobno si kot vino, starejši, boljši si. Torej, si pred prvenstvom morda pričakoval, da lahko posežeš po tako visokih mestih, dejansko si v zadnjih 3 tednih dvakrat popravil svoj osebni rekord? Nisem seveda imel takšnih pričakovanj, da pa bi lahko stopil na stopničke, lagal pa bi, če pa nisem razmišljal o uvrstitvi v finale. Mislim, da upravičeno. Že lansko leto sem sodeloval v finalu na državnem prvenstvu v Rogli, tam sicer končal na 7. mestu, je pa bila pomembna razlika. Lansko leto je bilo za približno, mislim, na 5. ali 6. mesto pred finalom dovolj dobrih 610 krogov, tokrat 616,5 krogov, moj osebni rekord. Tako da ja, če bi ponovil lanski rezultat iz državnega prvenstva, načeloma bi lahko bil z njim zadovoljen, ampak daleč od tega, da bi se uvrstil v finale, tako da je bilo vse skupaj potrebno. Dober rezultat, pa normalno potem tudi dobro streljanje v finalu. Poleg tebe pa se je dobro odrezala tudi ekipa Turnišča, osvojili ste 3. mesto. Tako, znova smo bili na stopničkah, poleg mene sta v članski ekipi zdaj že nekaj let, poleg Robija Markoja tudi Tadej Žalik, nekdanji mladinski reprezentant, kot rezerva je nekako del ekipe tudi Gregor Mavčec, moj brat. V zadnjih 5 letih smo 4-krat postali državni prvaki, tokrat smo se pravi torej stopili na 3. stopničko, ostala 2 tekmovalca pač nista imela svojega najboljšega dne, ampak sta pa oba dva, tako Robi kot Tadej, seveda sposobna, da bi pa lahko morda danes ona dva tukaj sedela, ker jaz sedim. Če bi imela svoj dan, če bi šlo vse tako, kot je potrebno, sta morda celo po nekih osnovnih parametrih ona dva večja bila favorita za finale ali pa za prva mesta. Prihajaš iz dokaj strelske družine, praktično skoraj da vsi se ukvarjate s strelstvom, verjetno si se tudi sam zato na začetku svoje poti odločil, da greš v ta šport. Ja, nekako se mi je zdelo to v končni fazi naravno. Oče je v tistem času treniral pionirske selekcije v strelskem društvu Štefan Kovač Turnišče. Jaz sem se še mogoče kakšno leto ali pa 2 pred tem kot ostali pridružil njemu na kakšnih treningih in potem se to normalno potem pač stopnjevalo. Najbolj intenzivno pa smo se, mislim, kot družina s tem ukvarjali, še ko sem bil v mladinski konkurenci. Takrat sem bil tudi, mislim, da 3 leta v državni reprezentanci mladinski, se udeležil tudi enega izmed evropskih prvenstev. Tako da ja, je to družinska zadeva. Pa vlada sploh med mladimi brati kakšno rivalstvo, glede na to, da se vsi 3 ukvarjate z istim športom? Zgolj pozitivno rivalstvo, to je med vsemi našimi tekmovalci v društvu, zato mi tudi veliko pomeni seveda, da med samim finalom pa tudi po finalu so bili seveda vsi sotekmovalci, vsi ostali trenerji, vsi člani društva izjemno veseli mojega uspeha, pa tudi sam v bistvu niti ne jemljem to kot nek samo zgolj posamični uspeh, ampak predvsem kot uspeh celotnega društva. Če sedaj malce pogledava, kakšna je pa situacija z tem športom, povejo prvo v Pomurju, v Turnišču vemo, da je dobro razvit, pa tudi širše, kako je, kaj zadeva s tem?
Ja, v Turnišču je tako, da smo v bistvu, mislim, da eden izmed redkih klubov oziroma društev ekip, ki neprekinjeno vse od ustanovitve, tam nekaj let po osamosvojitvi, tekmuje v prvi A državni ligi, Zračno puško. Letos nam je uspelo, sicer nismo bili med najvišjimi mesti, mislim, da smo bili na koncu 6., ampak ostali smo edina prekmurska ekipa v prvi državni ligi. Se pa spominjam, da pred leti je bilo kar polovica klubov iz Prekmurja, tako da to je mogoče malo škoda, da pa drugi niso uspeli zdržati nekako med prvoligaško konkurenco. Sem pa prepričan, da se bodo v naslednjih letih znova vrnili. V Turnišču je res strelstvo pomemben šport. Ena izmed prelomnic se je mogoče zgodilo pred kakšnimi 10 leti, ko nam je uspela selitev na novo strelišče z elektronskimi tarčami. To je bilo eno prvih strelišč v Sloveniji, ki je bilo na elektronske tarče, na katere se tekmuje tudi na največjih tekmovanjih. Poleg podpore občine nam je to uspelo predvsem s podporo našega predsednika društva Edvarda Špilaka in njegovega podjetja Agrokorn, kjer tudi gostujemo, kjer v njegovih prostorih je strelišče brez kakršnih dodatnih stroškov oziroma to poteka pač v okviru sponzorstva. Kot sem že povedal, nažalost smo zdaj ostali edini prekmurski prvoligaš, se pa tudi po drugih sredinah, predvsem z mlajšimi kategorijami, seveda trudijo, se na toliko časa mogoče v kakšnem okolju gre malo krivulje dol, ampak to hitro v kakšnem drugem okolju gre navzgor, tako da se jaz ne bojim za prihodnost strelstva v Prekmurju, v Pomurju. Celo po nekaterih podatkih naj bi po številu registriranih tekmovalcev, pa tudi po številu tekmovalcev, ki se redno udeležujejo tekmovanj, naj bilo strelstvo med prvimi športi v Pomurju, takoj za nogometom, pa tudi na nacionalnem nivoju je tako, da je strelstvo eno izmed najbolj množičnih športnih panog in kljub temu, da v zadnjih letih Ramo Tedevec ni osvajal olimpijskih kolajn, seveda obstajajo v slovenskem prostoru številni kvalitetni vrhunski strelci, ki lahko kaj hitro posežejo tudi med najvišje mesta. Kateremu od teh bi morda pripisal možnosti, da pa nekega dne gre po stopinjah Debevca in pride morda celo na olimpijske igre? Tukaj pa moram biti malo pristranski, pa si bom to tudi dovolil, to seveda najbolj želim mojemu klubskemu kolegu Robiju Markoju. Te dni se mudi na tekmi svetovnega pokala v Južni Koreji. On največ stavi zadnje leta na malokalibersko orožje, na trojni položaj, to je pravzaprav neka kraljevska disciplina v strelstvu in seveda recimo, da stavim na njega, da mu bo uspelo na naslednjih tekmovanjih, ki bodo štela tudi za kvalifikacije za olimpijske igre, da mu bo uspelo doseči to olimpijsko kvoto in da se bo udeležil tudi naš član strelskega društva tega tekmovanja. Dajva za konec povedati še to, se da od strelstva živeti? Pri nas ne. Pri nas le nekaj tekmovalcev, ki pa so seveda za to trdo delali, ima možnost, da je zaposlenih v organih državne uprave ali Slovenski vojski ali v Slovenski policiji, seveda pa tudi tisti prihodek, vse tako jaz mislim, ne more zagotavljati nekega visokega standarda. Dostikrat se zgodi, da tudi seveda del plače gre za kakšne stroške udeležbe tekmovanja ali pa kakšnih dodatnih treningov. Tako da pri nas ne, je pa tudi po svetu približno tako, torej, da se ti najboljši tekmovalci potem zaposlijo v vojski, policiji, finančni upravi, na vse zadnji tudi se pravi v državnih organih. Je pa seveda tam podpora sponzorjev dosti večja, predvsem Nemčija je tukaj zelo razvita, naj bi imeli celo 2 milijona registriranih tekmovalcev. Njihova Bundesliga je najmočnejša, tudi s sponzorji precej podprta. Upam, da se bo tudi pri nas kaj premaknilo, da bodo tudi sponzorji prepoznali potencial tega športa, ki je, pa bom tudi tukaj zopet pristranski, zame najlepši šport na svetu. Uroš, hvala za tvoj čas in še enkrat čestitke za osvojitev naslova. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.